V občini Šentjernej živijo in delajo ljudje z zanimivimi zamislimi, nekatere tudi zaživijo v praksi. Tako je direktor tamkajšnjega uspešnega podjetja Arex, velik letalski navdušenec Ivan Kralj, uresničil dolgoletno željo v Šentjernej pripeljati letalo. Seveda je to priletelo, nato pa pristalo na 320-metrskem vzletišču na območju med Podgorjem in Rojami. To je bil prvi pristanek transportnega letala na travnati vzletno-pristajalni stezi, kjer so se nekdaj razprostirali veliki nasadi hmelja. Danes pa se tam odvija povsem druga zgodba. Šlo naj bi za prvo letalo, ki je kdajkoli pristalo v tej občini, če izvzamemo bombnika iz vojnih časov, ki pa ni srečno dosegel tal. Družina Kralj je že leta povezana tako s svojim podjetjem Arex kot z letalstvom. Zato ne čudi, da je Ivan Kralj zagotovil vzlete in pristanke letal v Šentjerneju. Za vzletišče je pred dnevi po letu dni prizadevanj dobil obratovalno dovoljenje. Obratovalno dovoljenje v tem trenutku omogoča pristanek s to letalom, to je takem letalo, kot je tole tukaj, to je Pilatus PC-6. Pozneje bomo videli pa, če bo možna razširitev. Zaenkrat imajo v uporabi transportno letalo, ki ga je preizkusila tudi naša ekipa. Namenjeno tako vojaške namene, kakor v civilne, za obratovanje s padalci, kakor tudi za transport različne robe in pa prevoz potnikov. Z največ 11 na krovu. Letalo je v lasti podjetja Aviofani Slovenj Gradca, katerega solastnik je poleg Kralja pilot Damjan Cehner, ki ga je ob našem obisku upravljal. Njuno sodelovanje traja od začetka leta, saj sta oba letalska navdušenca. Sodelujemo s ciljem razvijanja turističnega letalstva, te zvrsti letalstva, teh vzletišč. Tudi sam imam že skoraj 30 let privatno vzletišče v vasi, mali vasi v mejni ob Avstriji, Libeliče, eno prvih vzletišč v Sloveniji. Tako da imamo izkušnje iz tega. Ivan za svojimi kolegi, za svojimi sinovi, ki so tudi vsi upleteni neposredno v letalstvo, za svojimi prijatelji Jožetom Vidrihom, so veliki letalski entuzijasti in ugotovili smo, da na dveh koncih Slovenije, na južnem delu in na severnem delu obstajajo čisto isti interesi. Pravzaprav nam je vsem to v prvi vrsti hobi, tudi poleg tega pa delamo iz tega tudi posel. Ki ga pridno širijo. Imamo eno tako letalo, eno pridobivamo. Imamo pa še trenutno v fazi nakupa podobno letalo Cessna Caravan, ki bo prav tako namenjeno padalcem, kakor tudi preletom potnikov. Če računate na to, da imamo še eno letališče v upravljanju, to je letališče Bovec na severu zahodu Slovenije, smo pravzaprav čisti trikotnik povezali z današnjim dnem. Dolenjska, Severna Primorska in Koroška. Tako da vidimo en super potencial. Po cestah vidite, da je problem potovati in tu vidimo mi priložnost prihodnosti, v bližnji prihodnosti. Z občino in Aeroklubom Ikar Šentjernej so se dogovorili, da bodo v sklopu Jernejevega 24. in 25. tega meseca pripravili dvodnevno padalsko-letalsko prireditev. Kjer bo možno opazovati skoke padalcev, možno bo skočiti v tandemu, prav tako pa tudi izvesti panoramski polet nad lepotami Dolenjske. Zato je bilo potrebno urediti vso dokumentacijo za vzletišče. Smo delali kar veliko časa. Na srečo smo imeli povsod pozitivne sogovornike, tako da smo v pravem času uspeli pridobiti vse dovoljenja za obratovanje. Vsaka taka stvar popestri ali pa popestri turizem in da eno dodano vrednost v vsakem kraju, tako da
Vsaka ideja je dobrodošla, zakaj pa ne? Bržkone bo prireditev kot novost Jernejevega deležna pozornosti občanov, saj nad Šentjernejem pač letala ne vzletajo in pristajajo vsak dan. Na pobudo Ivana Kralja bo takšnih poletov v občini očitno še kar nekaj, saj želijo, pravijo Kraljevi, razvijati športni turizem. Vzletišče, za katerega imajo zaenkrat dovoljenje za obratovanje za leto dni, bi Kralj rad podaljšal na 1000 metrov, kar bi pomenilo, da bi ga lahko uporabljala tudi druga letala.